Lepo pozdravljeni na Gospodarski zbornici Slovenije. Mi smo lani podpisali pogodbo z Zvezo računovodnih finančnikov in revizorjev, Inštitutom za poslovodenje ter Zvezo ekonomistov Slovenije o pokroviteljstvu za projekt priprave kodeksa načel notranjega poročanja. V ta projekt skupaj z vami smo šli zaradi tega, ker se zavedamo pomena kvalitetne informacije za poslovanje. Prav gotovo je tudi to, da profesionaliziramo tovrstno dejavnost na najvišji možni nivo znotraj gospodarskih subjektov, eden izmed tistih nujnih pogojev, s katerim bodo podjetja postala konkurenčnejša, učinkovitejša in predvsem bolj uspešnejša. Gre za drugo konferenco o notranjem poročanju, ki bo prispevala dodatno gradivo za oblikovanje kodeksa načel notranjega poročanja. Pričakujemo, da bo razprava plodna in bomo to tudi uporabili pri sami vsebini kodeksa. Vsako leto naprej bomo imeli tudi te konference z nadaljnjim izboljševanjem načel notranjega poročanja in seveda tudi prakse. Ocenjujemo, da brez tega bodo podjetja težko preživela in seveda trdim zelo smelo, da okolikor bi se že držali tega, kar je ali pa bo še napisano, bi bilo 50% manj težav v podjetjih. Notranje poročanje pač je bilo zastavljeno kot projekt 3-4 leta. Zakaj? Zato, ker počasi prihajamo do izhodišč in počasi prihajamo tudi potem do načel, ki pač morajo biti zelo strnjena in precizna ter natančna. Tako da jaz upam, da bo ta letošnja konferenca z referenti, ki so v glavnem iz prakse, kar precej pripomogla k temu, da bo pač lažje potem pisati same tekste, osnutkov načel notranjega poročanja. Kajti, kot vemo, notranje poročanje nikjer ni določeno s predpisi, predpisi pa strokovna pravila, potem pa predpisi, seveda pa to obligirajo v glavnem za eksterno poročanje. Za notranjega poročanja pa nimamo niti v predpisih, niti v strokovnih pravilih prav nobenih pravil ali pa iztočnic, da bi se lahko potem podjetja ravnala. So pa seveda notranja poročanja izrednega pomena in letošnja so v glavnem namenjena dejavnostim, raznim dejavnostim, kako se to poroča, in pa seveda na koncu smo dali tudi še specifiko, to pa je notranje poročanje predvsem v malih oziroma srednjih podjetjih. Ja, vsekakor je ta konferenca že lansko leto in tudi letošnjo in pričakujemo tudi v naslednjem letu prispevala predvsem k dvigu, bi rekel, ozaveščenosti in potrebnosti po notranjem poročanju. Mogoče je temu dejstvu pripomogla tudi zdajšnja kriza, ko so se poslovodstva začela zavedati, da pravzaprav ne morejo brez luči slepo v temi tavati in voditi svojih podjetij. Tako da jaz opažam, da je kar sprememba v tej smeri. Poslovodstva zahtevajo več poročil strani predvsem računovodstv. Tukaj je problem usposobljenosti računovodstv, ki nekatera več ne dohajajo sodobnih trendov notranjega poročanja. Tako da ta konferenca je prispevek tudi tem, ki mogoče so do zdaj bolj malo razmišljali o tovrstnem namenu, ker je pravzaprav glavni namen računovodstva.